Po kratkem uvodu nas je papež Frančišek povabil, naj si predstavljamo, kako smo tudi sami vstopili v Nazareško shodnico, kamor je Jezus hodil približno 30 let. Po branju Izaijeve prerokbe Jezus napove svoje poslanstvo, ki nam ga je Sveti Oče z nekaj besedami jasno približal. Evangelizzare i poveri. Questa è la missione di Gesù. Jezusovo poslanstvo je oznanjevanje evangelija ubogim. To je tudi poslanstvo cerkve in vsakogar, ki je v njej krščen. Biti kristjan in biti misionar je eno in isto. Oznanjati evangelij z besedo in še prej življenjem je glavni smoter krščanske skupnosti in vsakega njenega člana. Tu opazimo, da Jezus evangelij oznanja vsem, ne da bi kogarkoli izključeval. Nasprotno, prednost daje najbolj oddaljenim, trpečim, bolnim in iz družbe izločenim. Nato je Sveti Oče spodbudil, naj se vprašamo, kaj pomeni oznanjati evangelij ubogim, ter dejal. Significa anzitutto avvicinarli. To pomeni predvsem, da se jim približamo, pomeni doživljati veselje, da jim služimo, da jih osvobajamo zatiranja in vse to v Kristusovem imenu in z njegovim duhom. On je, ki je postal ubog, da bi nas obogatil s svojim uboštvom. Izaijevo besedilo, podkrepljeno z rahlimi Jezusovimi prilagoditvami, nakazuje, da je odrešilno oznanilo Božjega kraljestva, ki je prišlo med nas na poseben način namenjeno obrobnim, zapornikom in zatiranim. Verjetno v Jezusovem času te osebe niso bile v središču verske skupnosti. Znova je papež Frančišek povabil, naj se vprašamo, ali smo danes v naših župnijskih občestvih, v združenjih in gibanjih zvesti Kristusovemu programu. Opoldanski nagovor je sklenil s povabilom, naj nam Devica Marija, mati glasnikov evangelija, pomaga občutiti močno lakoto in željo po evangeliju, ki je v svetu, zlasti v srcu in življenju ubogih.